Eden izmed spremljevalnih dogodkov ob Svetovnem dnevu knjige v večernih urah v torek 17. aprila 2018 je bila v dvorani Doma kulture v Slovenskih Konjicah zaključna čajanka v sezoni 2017-2018. Vsega skupaj je bilo 10 uspešnih čajank, ki so se odvijale na 4 različnih lokacijah: v Ločah, v Zrečah, v Vitanju in v Slovenskih Konjicah. Obiskalo jih je več kot 1000 ljudi, ki so v družbi znanih in manj znanih gostov preživeli pestre in zanimive kulturne večere. Na zadnji čajanki so v knjižnici gostili vsestransko Sašo Pavček, slovensko igralko, pesnico, dramatičarko in tudi pravljičarko. Saša Pavček je hči Toneta Pavčka in sestra Marka Pavčka, je prvakinja Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana in profesorica za umetniško besedo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo od leta 2006 dalje. Igralka Saša Pavček, lanska dobitnica Borštnikovega prstana za življenjsko delo, je v svoji karieri nanizala približno 120 vlog v gledališču, na filmu in na televiziji. Prestižno gledališko priznanje je prejela na vrhuncu kariere, zanjo je igra življenje v danem trenutku. Piše poezijo in dramska besedila in prav s prebiranjem in svojim deklamiranjem tekstov je napolnila dušo obiskovalcev torkove čajanke. Pa mogoče še za tiste, ki ste doživeli recimo rojstvo otroka ali pa so vam otroci blizu, pesem, ki sem jo napisala za svojega sina. Na tvojih nožicah stoji moj svet. Med igrivimi prstki se tke moja vest. Mojo temino odpelje tvoj tovornjak. In že sem žoga lahkotna v tvojih rokah. Vrzi me v zrak, da me poboža oblak. Vrzi me proč, ko ne boš več otrok. Vrzi me, vrzi, saj ni pedi na tej zemlji, ki bi lahko me ranila. Ti si podaril mi krila s prvim pogledom vedočih oči. Kot z njimi bi rekel, ne skrbi, mama, na svetu sem bil pred teboj. Davno že, davno preplaval sem ocean, osvojil najvišje vrhove, brcal pesek sredi Sahare. Vem, kako se živi, zato ne skrbi, mama, lezi nazaj, lezi, mama, zaspi. Da vam predstavim mogoče, zdaj, ko smo glih pri najmlajših, pred leti sem napisala pravljico Zakaj je polje jezero. To je pravljica o skrivnosti nastanka Cerkniškega jezera. In na to temo pravljica, zdaj ne bom povedala vsebine, v glavnem govori pa o deklici, ki je neprestano jokala, zato ker je toliko krivic na zemlji. In je seveda pričakovala od staršev, ne samo, da jo bodo poslušali, ampak da bodo tudi kaj naredili za to, da bi bil svet manj krivičen. Seveda je starši ne poslušajo in deklica kar naprej joka in tako iz teh njenih solz nastane jezero in to je Cerkniško jezero. In kot veste, ob Cerkniškem jezeru je tudi velika gora in na tisti gori živi sončni fant. In ker ga iz gore preženejo, zato ker trdijo, da je tujec in da je tako močan in postaven, da njegova ramena mečejo senco na njih, na njihova polja, ga preženejo in ga vržejo v potok. In vržejo ga v to vodo, v kateri je tudi deklica, ki joka, in potem seveda ona dva spoznata srečo v ljubezni. In tako deklica ne joka več zaradi nesreč, ampak včasih joka zaradi sreče v ljubezni, ker je srečna, ko se končno poroči s tem sončnim fantom. In vsake toliko časa, ko jezero presahne, takrat gre fant na goro obiskat svojo sončno goro, ona se pa takrat oglaša samo kot glas
in takrat jezera ni. In skratka, ona njega čaka. Hotela sem povedati pa to, da je nastala po tej pravljici tudi radijska igra in Radio Ljubljana je naredil natečaj, ne vem, če morda poznate tisti, ki delate v šolstvu, za višje razrede osnovne šole. In likovni natečaj je bil izjemno uspešen in nagrajene slike so tudi razstavili, javno razstavili, mislim, da na Metelkovi in tudi v prostorih avle Radia Slovenije. In zadnji hip sem uspela videti to razstavo, pričakovala sem seveda vesele otroške risbe, morda kakšne risbe o ljubezni, o naravi, o vodi, o ribah. Doživela sem pa nekaj, kar me je globoko pretreslo. In sicer so bile skoraj da vse slike, klic na pomoč, krik mladih, da si želijo več pogovorov, več razumevanja. Med njimi je bilo veliko, sem čutila tudi hudih stisk. Nekateri so napisali podnaslov slike, ene je bil Pustite me umreti, druge Poslušajte me, jaz sem tukaj, zakaj me nihče ne vidi in podobno. Tako da sem se zamislila nad tem, kaj dajem mladi generaciji oziroma kakšne zgodbe pišem, kakšen je njihov nauk in ne glede na to, da je seveda ta pravljica srečna, srečnim koncem, je očitno ravno ta konflikt deklice, ki je starši ne poslušajo, doživela velik, so se je pač mlada generacija s tem identificirala.